V nadaljevanju pa še o Slovanih. Smo namreč najštevilčnejša etnična in pa jezikovna skupina ljudi v Evropi. Tudi zato ni nenavadno, da prav danes svojo 10. obletnico praznuje Forum slovanskih kultur. V studiu pozdravljam direktorico te mednarodne ustanove, gospod Andrejo Richter. Gospod Richterjeva, dobro jutro. Dobro jutro, dober dan. Slovani po celi Evropi dejansko smo, vsaj če tako rečemo v tem vzhodnem delu, pa vendarle, kakšno je poslanstvo samega foruma? 10 let predtem, leta 2004, smo se odločili, politična odločitev, da se mogoče malček premalo poznamo, da nas je zgodovina malček razdvojila in da bi bilo potrebno se malček bolj povezati, spoznati med seboj, prepoznati tudi različnosti, posebej pa tudi podobnosti, tisto, kar nas povezuje. Slovanska duša, dotik, beseda, jeziki in nenazadnje to skupaj povezati in povedati tudi drugemu svetu. Kakšna je ta povezanost? Ko ste dejali, zgodovina ne se ločila, pa vendarle, če pogledamo tja do leta 90, smo bili Slovani vsaj tako na prvi pogled nekoliko bolj povezani, tudi večje politične tvorbe slovanskih narodov so bile, danes pa veliko manjših držav. Kako te med sabo sodelujemo? Zdaj, če bi vas poslušali, nekateri posamezniki v teh slovanskih državah, 13 jih je, bi mogoče rekli malo drugače. Da so bila to ravno obdobja, ko so nas ločevala, ko so bile meje, ko so bile pregrade, ko so bile zidovi in nas je to oddaljilo drug od drugega. Seveda, če govorimo o bližnji slovanski regiji, govorimo o bivši Jugoslaviji, je bila tukaj pri nas malček drugačna situacija, pa smo se spoznali, smo se iskali, smo se čutili. Pa vendar se je zgodila zadnja vojna pred 10 leti, ki nas je ponovno razklala. Tako da Forum slovanskih kultur temelji predvsem na kulturi, izobraževanju in znanosti, kajti kultura je veliko več od politike. Kulturniki smo ustvarjalci, ki se znamo povezati, ki se znamo generacijsko združiti in zapeljati svet v dobre, bom rekla, vode ali prihodnost. In to je tudi tisto, kar spodbujamo v forumu, spodbujamo mreženje, ustvarjalnost, naše identitete in gradimo mostove med posamezniki, med ustanovami in nenazadnje seveda tudi med velikimi državnimi sklopami. Spoštujemo enakost, enakopravnost, enakovrednost in tudi različnost. Smo nekateri veliki narodi, smo nekateri mali narodi, ampak to ne pomeni, da nimamo v sebi bogate zgodovine, bogate duše in smo drugačni in tudi drugače lahko začutimo. Nekaj podobnosti slovanskih narodov ste že omenili, poleg jezika, mogoče tudi načina razmišljanja ali pa slovanske duše. Kaj je tisto, kar nas vendarle najbolj morda druži v tej politični deljenosti, medsebojni konec koncev tudi oddaljenosti? Pustiva politiko na strani, ker resnično ni vsebina tega našega foruma. Ampak prej sem gledala vašo oddajo in se je kuhalo in danes bomo tudi predstavili skozi okuse slovanske jedi. Predstavljamo jedilnike 13 držav in kako lahko nekatera hrana, nekateri nenazadnje tudi sladica se okusi v eni državi tako, v drugi državi tako. Kako se nenazadnje tudi instrument dude ali mandolina sliši v eni državi tako, v drugi državi tako. Vmes so reke, vmes so hribovja, vmes je teh nekaj stoletij, v 6. stoletju smo pridrveli iz vzhoda intenzivno v Evropo in takrat bili absolutno največja skupnost kot taka. In kot taka smo se razdelili po teh dolinah in živeli svoje življenje. Tako da spoznavamo se drugačnosti. Sigurno se pa mi sporazumevamo drugače, kakor se kolegi, prijatelji v germanskem svetu, v frankofonskem svetu, v anglosaksonskem svetu. Mi se, bom rekla, čutimo, imamo dušo. Drugi imajo pa bolj, bom rekla, možgane, najprej premislijo. 10. obletnica zaznamovana v Mariboru številnim zanimivim dogajanjem, lahko rečemo ob 10. Kaj kmalu dejansko začenjate na Grajskem trgu, pa potem v večnamenski dvorani Rotovž v Mariboru, v Vetrinskem dvoru se bo marsikaj dogajalo. Kaj je tisto, kar bo najbolj vleklo ali pa kaj boste ponudili ob 10. obletnici?
Mi smo začeli v letu 2006 s konkretnimi projekti. Začeli smo z 100 slovanskimi romani, danes je 42 knjig išlo v tej zbirki. Sodeluje 5 držav, ki so sestavile svojo listo svojih sodobnih avtorjev. Začeli smo s projekti na področju dediščine. Ravno kar se vračamo iz Pariza, kjer je bila zelo, zelo odmevna razstava o slovanskih karnevalih. Še ena izmed tistih tipičnosti, ki jih popolnoma nič ne poznajo na Zahodu ali na drugih celinah. Brazilija, vsi poznajo brazilski karneval, skoraj nobeden ne pozna slovanske karnevale. In to različnost in tudi drugačnost smo želeli prenesti ob 10. obletnici, ko danes združujemo generacije, ko združujemo prepoznavnost slovanskih jezikov in najprej se predstavljajo slovenske osnovne šole za vsako izmed svojih posvojenih držav. Popoldne pa se predstavljajo društva iz tih držav, ki bodo predstavili vse skozi glasbo, recitale, besedo. Videli bomo, treba je priti v Vetrinjski dvorec. Risanka je nekaj tistega, kar je zelo, zelo znanega v zgodovini tradiciji, ki je malček pozabljena in jo želimo obuditi v prihodnje. Zvečer pa seveda vabimo v Slovensko narodno gledališče, Državno narodno gledališče, kajti kulturne ustanove so znaki, so mejniki držav in meja in tam pri nas se govori slovensko, ko bomo poslušali besedo v scenariju Draga Jančarja, enourno predstavitev, koncert, besedo in glasbo in potem zaključili z slovanskimi jedmi, kajti tudi okusiti se je potrebno in ta okus prenašati tudi drugam.